On narediti gužek pritisk, pa da vidim, kaj je pol tak hrabri. Ali to bo kaj tak samo dalo roživa? Hvala. Vse dol. Pred jenga poji, ne? Poročilo predsednice sekcije za ohranitev dediščine naše najmlajše in najštevilčnejše sekcije. Prosim. Spoštovani, zdaj bi pa še jaz podala poročilo o delu sekcije. Moram reči, da je konec leta naša sekcija šteje 55 članov, od tega 7 članov podmladka. V času 9.12.2018 do 15.2.2019 je bila v skupnem trajanju 20 ur izvedena računalniška delavnica za člane sekcije, ki smo jo imeli v prostorih krajevne skupnosti. Potem smo imeli v župnišču kapele odprto razstavo Časi na vasi, ki je bila od decembra pa do 20. marca odprta. Razstavo je obiskalo cirka 100 obiskovalcev. 14. aprila smo s filmom Tak ti je to bilo na kmetih v Krški vasi gostovali pri zaključeni skupini starostnikov. Imeli smo našo redno prireditev Jurjevanje 10. in 11. maja, tokrat pri Lovskem domu. Gledališka skupina Kapelske tračarice je izvedla program na prireditvi ljudskih pevcev 2.6. v Gasilskem domu v Kapelah. Potem smo konec junija, to je 27.6. organizirali piknik sekcije v Vukošku, kjer smo povabili tudi vse sodelujoče pri nastajanju novega filma. Mislim, da se nas je kar zbralo lepo število. Imeli smo tudi strokovno ekskurzijo članov sekcije na Kozjansko 25. avgusta. Kot smo tudi napovedali, smo nabavili USB ključke, DVD-je in trakove za USB ključke. Na njih smo posneli naše filme, tako da člani, kateri še niste, boste lahko še danes dobili ključek z obema filmoma, od Pera do Vajka, Kak je to bilo na kmetih. Ostale ključke imamo pa za prodajo. Kak je to bilo na kmetih po 12 evrov in od Pera do Vajka že po 10. Naredili smo tudi nekaj zagoščenk teh filmov. Celo leto, od januarja do novembra, smo pa pripravljali in snemali naš 4. film o košnji in žetvi. Tako kot sem že omenila, je snemanje trajalo 11 mesecev in smo k sodelovanju povabili tudi naše otroke, ljudske pevce in še koga. 23.11. smo pa izvedli prireditev ob naši 5. obletnici uradni ustanovitve sekcije za ohranitev dediščine, kjer smo k sodelovanju povabili vse sekcije našega društva in učence podružnične osnovne šole Kapele. To je bilo na kratko o našem delovanju v preteklem letu. Naš plan za letos ni tako grozno dolg, kot je po navadi, vendar vsaka točka zahteva precej dela naših članov in še koga. Zdaj je v teku montaža filma Košnja in žetev, to je na plečih Davorja, našega člana. Potem bo predvidoma premiera filma, seveda, ko bo stvar izpiljena, zmontirana in izpiljena, najkasneje bi to bilo v začetku septembra, lahko pa tudi prej. Pogovarjamo se o izdaji ključkov za ta novi film. Z vsemi filmi želimo predstavljati okoli po Sloveniji in še kje drugje, temu mi rečemo postprodukcija. Organizirali in izvedli bomo etnološko prireditev Jurjevanje na Ravnah, se pravi v Lovskem domu v Kapelah. Pripravljamo se na gostovanje v Sarajevu v oktobru 2020, to je od 2. do 4. oktobra. Seveda boste povabljeni tudi ostale sekcije. Letos smo se dolgo pripravljali in tokrat bomo organizirali in izvedli delavnico za otroke in mladino pod mentorstvom Vlaste Kerin, da vidimo, kako se bo to
prijelo pri nas v kapelah. Pripravljali in izvajali bomo, tako kot smo že do sedaj, krajše odrske predstave, ali to pri Stračaricah ali v kakšni drugi zasedbi, za sodelovanje na prireditvah ali pa samostojno. Planiramo 2-letni srečanji sekcije, strokovno ekskurzijo članov sekcije, seveda tudi letos, tako kot vsa leta do sedaj, pobiramo članarino po 10 evrov. Letos se pa tudi pripravljamo, tako kot nam je naš član lansko leto predlagal in je predlog dober in bil sprejet, da naš Robi Lupšinatov predlagal, da bi naše lepe slike fotografov, ki nas spremljajo na vseh naših dogodkih in snemanjih, ponudili tiskarju in bi pripravil koledar, ki bi šel v prodajo. Mislim, da je škoda vseh teh izdelkov, ki jih imamo, da jih ne vidi širše publike. To je zaenkrat to, pa verjetno se bo čez leto pokazalo še kakšna stvar, pa jo bomo izvedli. Hvala.